v Izraelu. Po drugi svetovni vojni so se Židje začeli množično naseljevati v Palestini. Sionistično gibanje je dobilo podporo tudi pri OZN, ki je predlagalo ustanovitev židovske in palestinske države v Palestini. Predsednik židovske agencije David Ben Gurion je maja 1948 razglasil državo Izrael takoj po izteku britanskega mandata v Palestini. Meje nove države še niso bile določene, že naslednji dan pa se je začel spopad med Arabci in Izraelci. Židje so zasedli večino Palestine, arabski Palestinci pa so množično bežali iz zasedenih ozemelj. Okoliške arabske države so judovsko državo sprejele kot tujek, kar je privedlo do več vojn. Izrael so že od začetka podpirale ZDA in Velika Britanija, arabski svet pa Sovjetska zveza. Na tem območju se križajo interesi sil zaradi strateškega položaja ozemlja in nafte. Krizo poskuša rešiti tudi mednarodna skupnost, vendar trajnega miru ne morejo zagotoviti. Leta 1964 je nastala Palestinska osvobodilna organizacija PLO, ki jo je vodil Jaser Arafat. Organizacija skrbi za vojaško in politično dejavnost za osvoboditev Palestine. Palestinci si želijo svojo državo na ozemljih, kjer živijo, Izraelci pa so jim pripravljeni priznati le avtonomijo. Sueška kriza 1956. Po revoluciji v Egiptu so Egipčani nacionalizirali Sueški prekop. Izraelci, Francozi in Britanci so Sueški prekop napadli, a so se morali zaradi sporazuma ZDA in Sovjetske zveze umakniti. Na območje Sueškega prekopa so poslali enote OZN. Libanon so imeli za arabsko Švico, a po vojnah je postal notranje zelo nestabilen. Versko je bil razdeljen na več krščanskih in muslimanskih veroizpovedi. Leta 1958 je izbruhnila državljanska vojna, ki ga je razdelila na različne enklave. Spopadi med posameznimi milicami in različnimi oboroženimi skupinami so postale libanonski vsakdan. Vojna v Afganistanu 1978. Leta 1978 se je zgodil državni udar, oblast so prevzeli komunisti, ki so strmoglavili republiko. Sovjetska zveza je podpirala državljansko vojno, ki je vojaško podpirala komuniste. ZDA pa so začele podpirati upornike. Vojna velja za zadnjo večjo zaostritev v času hladne vojne. Po protestih v Sovjetski zvezi v drugi polovici 80. let je prihajalo do vedno večjih protestov javnosti. Mihail Gorbačov pa je odpoklical vojake iz Afganistana. Notranji spopadi so se nadaljevali. Danes pa so v državi mednarodne enote, potem ko so državo napadle ZDA kot povračilni ukrep za teroristične napade 11. septembra.